Lep pozdrav, Karel, tebi, vsem, ki nas spremljate. Lep pozdrav, Jana, tebi in vsem, ki nas spremljate. Danes je zadnji počitniški dan in spet se javljamo tukaj z Konjskega vrha. Z čudovitega kotička naše dežele. Tako. In najprej, kako si preživel te dolge počitnice? Zanimivo, ne? Potem po koronavirusu se je zame začelo obdobje utrujenosti, ki je trajalo praktično celotno poletje. Mislil sem, da se bom spočil. Pa še delno sem se, nisem se še pa čisto, ne razumem čisto samega sebe, zakaj nisem bolj spočit. Torej, vstopam v novo delovno obdobje, na pol spočit. Čisto v redu. Na pol spočit. Na pol spočit. Če smo realni, lahko bi pa idealiziral, kako sem se oddahnil, kako sem počival, kako sem si nabral moči in tako naprej. Sam se mi zdi, da je v teh naših srečevanjih zelo pomembno, da smo drug do drugega iskreni. In je najtežje, ko te nekdo pušča samega v tvoji zagonetni situaciji. Ne? Vsi so se spočili, vsi so se fajn imeli, pošiljali so si čudovite posnetke, vsi nasmejani. V resnici pa ni vse čisto tako. Ne? Še vedno je lahko človek utrujen, še vedno je lahko človek v razpoloženju, v kakršnem ne bi želel biti, ampak to je del naše realnosti. Ampak če si jo delimo v pristnosti, smo zaradi tega manj osamljeni. Pravijo, da naš svet strašno kičast in osamljen. Ne? Ravno zato, ker mislimo, da se moramo vsi smejati, da moramo biti vsi srečni, ne? Dejansko smo pa preutrujeni. Ne? In mislim, da je čas, da se povrnemo k medosebni pristnosti. In ta pristnost, recimo, sam zase vem, če sem ob človeku, ki je resničen, se ob njem oddahnem. Če sem pa ob človeku, ki se nareje v popolnosti in ne vem kaj, me pa neskončno zmatra, ker jaz nimam energije, da bi se prenarejal. Zato mi je bilo zelo dragoceno, ko me obiščete vi, ker ste pristni, ko je bila z mano Tomanca Košir, ker je pristna, ko so me obiskovali prijatelji, ki so mi pomagali kositi, ki so mi pomagali delati, ker smo preprosto bili to, kar smo v resničnosti, brez selfijev, z narejenimi nasmeški in ne vem, čem zraven. Zelo pomirjajoče slišati kaj takšnega. Sem ti pokvaril koncept? Ne, nisi mi pokvaril koncepta, ravno to je tisto, kar sem nekako želela tudi slišati, da niso samo tiste popolne slike, tiste prave počitnice oziroma pravi dopust. Zelo se oddahneš, če se lahko sprostiš in umiriš v tem, kar si. Pa če je to trenutek radosti, si radosten, če je trenutek utrujenosti, si lahko utrujen, ampak lahko si. In ko preprosto lahko si, je to nekaj najlepšega. In če sta dva, ki si to dopustita, ne, je to nekaj najlepšega, je to razkošje. In ko se srečajo prijatelji v tem, kar so, vi ste me morali danes prenašati v moji tečnobi, recimo, ampak mogoče sem jaz se lahko za to sprostil, vi pa majčkeno manj. Tudi to tako pač včasih je. Ampak zdaj se pa začenja september, nove delovne obveznosti. Zate vem, da jih že imaš kar nekaj napovedanih, nekaj celo se vključujemo mi v Šmarjo. Nam lahko že kaj izdaš, tudi mi se veselimo. Ja, v teh dneh so intenzivno snemali, oziroma še bodo snemali, mislim tudi pri vas v Šmarju, dokumentarni film, ki ga snemajo po knjigi Vstanimo v suženjstvo zakleti. Izjemno dober scenarij. No, če sem neskromen tudi zato, ker je delan po dobri knjigi, ko jo vzamete v knjižnici z istim naslovom. Drugače pa ja, me čakajo obveznosti, oziroma nekaj so že bile. 2 dni nazaj sem bil v Novi Gorici, pred mano je tudi v tem tednu nekaj srečevanj. Veselim se tistih, ki bodo z vami, ker smo že domači. In to je res, veste, mnogo lažje prideš v okolje, ker že čakaš, da boš srečal določene obraze in za njimi ljudi v njihovih zgodbah. Ta srečevanja so mi na en prav poseben način dragocene. In naša nova sezona bo imela prav pomenljiv naslov. Ja, pišem knjigo z naslovom Ta krasni, nori svet. Ne? In
kot ste videli v napovedniku predavanj, ne, ta svet je razkrasen. Ne. Na njem pa, če odpremo poročila, toliko norega. Ne. Zato bo osrednja nit naših razmišljanj naslovljena kot v knjigi Ta krasni nori svet. Jana vam bo pa posredovala posamezne naslove srečanj. Verjamem, da bodo zanimivi in da vas bodo pritegnili v druženje. Napovednik bodo še videli tisti, ki Ga nas še spremljajo. niso. Ne, Smo ga pa že posneli. Napovednik smo že Z posneli, mojstrom Lukom. ampak ga še skrivamo. Še, ja, nisem vedel. Drugače pa mogoče kakšna misel za začetek. Tudi tistim, ki odhajajo v šole na eni in drugi strani katedra. Ja, tistim, ki odhajajo v šole, ne, tako zelo si želim, da bi ob vsem, kar moramo vedeti, zato da bomo dobro za uporabiti, doživeli tudi tisto dejansko spodbudno, tisto, zaradi česar nam je v šoli lažje biti, ker smo zaznani, predvsem pa, ker smo spodbujeni ne samo k kopičenju številnih podatkov, ampak ker nam šola skuša pomagati odpreti tudi horizonte zakonitosti, zaradi katerih smo v sobivanju srečni. Zame je zelo pomembna čustvena inteligenca, duhovna inteligenca, socialna inteligenca. Sam sem naredil kar nekaj let šol, ampak vem, da nisem zaradi ničesar, kar sem usvojil za pamet, bolj srečen, ampak sem srečen zaradi tistih, ki so me uvedli v zakonitost medsebojnega sobivanja, medsebojnih odnosov. In vedno bolj sem prepričan, da bo morala šola pomagati otrokom, tudi staršem, ne, odkrivanju zakonitosti srečnega, zadovoljnega sobivanja v realnosti življenja. To mislim, da je v prihodnosti velik izziv za izobraževanje. O tem pišem v knjigi 95 test za izhod iz slepe ulice, vzgoje in izobraževanja. Sam sem v nestrpnem pričakovanju tega obdobja izobraževanja, upam, da bo čim prej. Dokler pa ne bo, pa hodite na naše srečanja v knjižnico, ker govorimo prav o tem, tako da vam je lahko staršem dejansko to dodana priložnost za vstopanje v prepoznavanje tistih začimb, ki so potrebne za prijetnejše sobivanje. Tako, in kaj nama še ostane? Lep pozdrav z Panjskega vrha in nasvidenje kmalu v Šmarju. Točno tako. Meni je vroče, je še avgust, ko se srečam z vami, ne vem, če bo tako toplo. Upamo, da še vseeno bo lepo pomladi. Ja. Lepo se imejte. Lepo se imejte, Srečno. lep pozdrav.